Lepo pozdravljeni. Jugovzhodni regiji je za načrtovane projekte z področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter oskrbe s pitno vodo v aktualni finančni perspektivi namenjenih 28 milijonov evrov evropskih kohezijskih sredstev. Dela Pogače bo, kot kaže, deležnih tudi 5 dolenjskih občin, vključenih v skupni projekt nadgradnje vodovodnega sistema Jezero. V sklopu dogovora za razvoj regije Jugovzhodna Slovenija bo na področju vodooskrbe z nepovratnimi evropskimi sredstvi predvidoma sofinanciranih 5 projektov. Največji med njimi bo vodovod Jezero. To je v bistvu projekt 5 občin, 11 odsekov, 43 km novih vodovodnih povezav. Znotraj tega tudi vodovod Vini vrh Visoka Cona, na katerega seveda že vrsto let čakamo. Projekt Šmarješke kot vodilne ter šentjernejske, škocjanske, novomeške in straške občine je težak skoraj 18 milijonov evrov in pol. Imamo pridobljena že vsa gradbena dovoljenja, govorim na ozemlju občine Šmarješke Toplice. V okviru projekta še nekaj manjših gradbenih dovoljenj je potrebno v sosednji občini Šentjernej, sicer pa smo že v bistvu projekt predstavili, ministrstvo dobili že zeleno luč, razvojni svet regije ga je potrdil v okviru teh 28 milijonov. S pomočjo nepovratnih sredstev bodo v regiji pomembno zmanjšali razvojne zaostanke na področju urejanja sodobnih vodovodnih in kanalizacijskih sistemov, kar je bil z doseženim povečanjem kohezijske malhe za ta namen tudi cilj pristojnega ministrstva. To sta dve stvari, kjer je Evropa dala poudarek, ker smo jim nekako tudi države srednje in jugovzhodne Evrope dopovedali, da seveda moramo zaostanek, na tem delu narediti, če hočemo ohraniti toliko narave, kot jo imamo, pa tudi smo dali v zavarovanje, pa če hočemo kvaliteto življenja imeti. V šmarješki občini se eden pomembnejših mejnikov na poti zagotavljanja ustrezne in varne vodooskrbe na Vinjem vrhu obeta že kmalu. Mi načrtujemo že nekje jeseni iti v fazo izbora izvajalca in se veselimo v bistvu tega velikega projekta. Skupni projekt 5 dolenjskih občin naj bi bil po navedbah župana predvidoma končan v roku dobrih 2 let. Verjamem, da v naši občini bo to malo hitreje, ker imamo že vsa gradbena dovoljenja. Dolgoletne želje v višjih predelih Vinjega vrha živečih domačinov in lastnikov zidanic po javnem vodovodu bodo torej v bližnji prihodnosti naposled postale resničnost.